Meni je super. Narava, svež zrak, sonček, uživancija. Pa veste, kje sem? Sem na Koroškem, ampak žal ne na dopustu. Koroška je ena najmanjših regij, ima pa ogromno enih zanimivih kmetij in super hrane. In ravno zato sem tukaj, da spoznamo eno kmetijo, kmetijo Mrak. Kje pa je David? Kaj pa vem, Majki je zalutov. Sem že tukaj. Lepo pozdravljena. Polde in Borut, kako sta? V redu. V redu. Jaz sem se iz preteklih epizod naučil, da je najboljš besedo prepustiti profesionalcem, tako da bom kar vaju vprašal, kako vidva sodelujeta. Delam na Koroško kmetijski gozdarski zadrugi, ki pri nam na Koroškem deluje že več kot 70 let. Šteje kar 1000 članov, eden izmed teh je tudi kmetija Poldeta Mraka. Je pa še ena posebnost, smo edina zadruga v Sloveniji s certifikatom mleko brez GSO. Gospod Polde, lahko bi rekli, da je vaša kmetija s tradicijo? Lahko bi rekli tako. Saj jaz sem podedoval za očetom kot najstarejši sin. Isto je moj oče podedoval od svojega očeta, tako da je kmetija Mrak z tradicijo. Vendar smo do leta 2000 se ukvarjali z mlečno proizvodnjo, od leta 2000 naprej pa smo šli na vzrejo govedi in to ekološko. No, malo sta prej že povedala, kako vajina naveza deluje, ampak mene bolj zanima v praksi. Se pravi, kaj je vaše delo in potem bom še Boruta vprašal, kaj je njegovo v tej skupnosti. Moje delo je vzreja živali, jih dobro pripraviti, dobro prehraniti, da so lepe, potem pa pokličem na Koroško zadrugo in takrat pa oni pridejo naprej, pa je njihova stvar, kam prodajo. Borut? Ja, res je, mi dobimo govedo, naša naloga pa je to, da spravimo do kupcev, seveda preko Šparovih polic. Lepo ste to navezali. Polde, kako je svoje izdelke gledati v trgovinah po vsej Sloveniji? Jaz sem izredno vesel, ko prijem v trgovino, pa da vidim izdelek iz Koroške, kajti Koroška je oddaljena čist na koncu Slovenije in je naše težko pripeljati. Zdaj pa smo prišli v trgovino Špar in vidiš vse posod te izdelke po celotni Sloveniji, saj Špar ima zelo veliko trgovin po Sloveniji. Ja, Borut, kot ste rekli, v Špar potem iz zadruge roma verjetno ne vseh 1000 članov, ampak kar veliko izdelkov. Ja, kar nekaj izdelkov roma na Šparove police. Vesel sem, da lahko tako sodelujemo, a ne moramo biti vsi iskreni, tako mi v zadrugi kot kmetje, pa seveda tudi v Šparu. Zdaj me pa zanima, kje pa so krave? Ja, bomo pa šli pogledat. Gremo. Že vidim krave. In koliko prostora imajo, ne? Imajo veliko prostora, več kot v Ljubljani. To pa boli. Tako je ekološko, je treba tudi imeti živali, da se dobro počutijo, zato imamo prostorejo tudi v štali, da jih ne vežemo. Na paši so pa itak svobodne. Drugače se pa trudimo, da ne uporabljamo nobenih gnojil, nobenih krmil, da je res ekološka vzreja teh živali. Me veseli, da gre vse v pravo smer. Jaz sem se imel zelo fino tule na Koroškem, tako da najlepša hvala za gostoljubje in grem počasi proti Ljubljani. Čakaj. Enih par vprašanj ti bomo pa midva zastavila, da vidimo, če si kaj zapomnil. Jaz sem pa mislil, da je danes prvi dan, ko bom odnesel brez kakšnega izziva. Saj ne bo je tako težka. Ok, v redu. Mogoče si se zapomnil, po čem je znana Mrakova kmetija? Po ekološki reji. Točno sem vedel, da boš vedel. Kako dolgo pa že Koroška zadruga deluje na Koroškem? Ta podatek sem že slišal, a je 70 let. Tako je. Pa še eno iz živinoreje. Katera pasma se pase tu zraven nas? Pri Mraku, ta je lahka. Ementalke. Simentalke, ja. Blizu. Je pa sir ementalke. No, vidiš. Pa to ni bilo tako težko. Super. Ja, najlepša hvala. Sem prestal test. Tako, ni bilo težko. Ni bilo težko. Hvala vam za gostoljubje. Še pridem. Zdaj pa grem nazaj v Ljubljano s Koroške.
hvala. Hvala tudi tebi in lepo pot. Ja, tukaj se moja pot po Koroškem zaključuje. Če bi radi dobrote s Poldetove kmetije in ostale dobrote s Koroške tudi vi okušali, jih najdete na Šparovih policah. Mi pa se gledamo.